S tem bomo dejansko dosegli tisti osnovni namen uvedbe vinjet, da ne bo več prihajalo do zastojev, da bo prost prometni tok, da ne bo nepotrebnega zaviranja in pospeševanja vozil, kajti veste, da morate pred cestninsko postajo zmanjšati hitrost na 40, se zapeljati skozi in potem spet pospešiti, torej v tem zaviranju, pospeševanju prihaja do nepotrebne porabe goriva in onesnaževanja okolja. In ne nazadnje je to pomembno tudi zaradi varnosti cestnega prometa. Težko je namreč reči, da so vse tiste ovire na cesti, na cestninskih postajah brez neke potencialne nevarnosti tudi za nesreče. Ne bi pa sploh želel omeniti, da so te cestninske postaje postale zdaj tudi neko primerna lokacija za kontrolo hitrosti policije. Marsikdo je že plačal, ker ni postopno omejil hitrosti na teh cestninskih postajah. Najprej veste, da imate tamle na 100, potem na 80, pa na 60 in skozi cestninsko postajo so talne označbe za 40. In hitro, sploh ob lepem, preglednem vremenu pride do prepoznega zaviranja in kaj hitro se zgodi, da je plačilo kazni tu. Te cestninske postaje torej povzročajo veliko nejevolje ljudi, nas uporabnikov avtocest, ki smo na to navajeni, pa eno veliko zmedo med tujci, ki pridejo, ki pravzaprav imajo vinjeto in gledajo tisto oviro, skozi katero morajo voziti in pravzaprav ni jasno zakaj. Tako da menimo, da je povsem nepotrebno, da te deli cestninskih postaj ostanejo. Mislimo, da bi bile odstranitve tega dela cestninskih postaj možne v razmeroma kratkem času, ker so tipsko grajene, bi bili tudi tipski projekti za odstranitev delov teh cestninskih postaj in zadeva se po naši oceni da z relativno nizkimi stroški glede na prihranke, ki jih ponuja ta rešitev in seveda v kratkem času urediti.